častnim gostom, ki je prišel očitno končno prvič pozdraviti protestnice in protestnike. Kakšna čast. Kakšna čast. Gospod Janez Janša, kaj rečete na to? In danes bomo govorili o tem. Mogoče se malo grdo sliši, ampak prav obožujem vso to krizo in vse to, ker vsak dan pride na splet en tak video, ki ga pač moraš komentirati. Sicer ta video ni lih nov, že en teden, 10 dni, dan gor, dan dol, ni važno, ampak sem danes ga še enkrat pogledal in sem rekel, pa dajmo malo pokomentirati ta video, ker je tako, kar smešen je, no, res je smešen video, pa dajmo ga pokomentirati. Kaj rečete na to, da ljudstvo že 70 tednov protestira? 77 tednov. Ta najbolj nadležni glas v Sloveniji. To je tisti glas, prav vidim, jaz sem živel recimo v blokovskem naselju. Ženske s takim glasom so se drle dol iz balkonov. Ne meči žoge v fasado! Kva boš tu boš fasado, si ti plačal to fasado? To je glas, ki po moje bi si ga človek iz druge svetovne vojne raje želel slišati sireno, ki naznanja zračni napad, kot pa njen glas, ker je tako... Ta glas bi lahko uporabljali kot orožje za tretjo svetovno vojno. Res, pošljite Tejo tam, naj odžene vse sovražnike. A boste nehali vi me? Ampak vedno mi je smešno, da je Nul pa ta Teja Jarc, to so vsi, ki prihajajo iz družine, kjer imajo denar, ne. Foter od Teja Jarc je bivši direktor uprave uniformirane policije, se pravi, to je plača po moje 4000 bruto ali več. Je Nul recimo, oče je tožilec, mama je bivša direktorica javnega stanovanjskega sklada, zdaj mislim, da je nekje v mestnem svetu v občini Ljubljane, pač tu je denar v igri. In itak tak človek verjetno niti nikoli ne bo kaznovan, ker ima take ljudi na poziciji, tožilec, pomočnik vodje generalnega direktorja, taki ljudje imajo veze, to se da vse zrihtati, zato pa ni nikoli kaznovana, ne. Veste, da sem jaz na strani ljudstva, ampak nisem na strani neumnosti in nebuloz in ta video je velika nebuloza, pa gremo naprej. Dajte dobro poslušati. Poveda, nisem vedel, da ima Polje danes dan odprtih vrat. Ne podpiram Janše, vsi veste, da pač nobenega od teh kekcev ne podpiram, ampak tlej je pa zabil eno dobro. Želim si, da imam tako potrpljenje, ko me moja punca napizdeva in jaz ostanem hladen kot špricer in se smejim. Res, imel bi živce od Janše. To je dober skill, taki živce med. Sicer ne vem, kaj se je v njemu dogajalo, ampak na videz je bil miren. Hvala vam. A spet ljudstvo žalite? Kaj, z umsko ogroženimi ljudmi? Ja, glede na to, da se ob 3 zjutraj dereš, snemaš, mislim, da je nekaj na tem, ja. Ljudstvo je neumno, zato ker hodi na Triglav, zato ker se bori, zato da imamo osvobojeno ozemlje. A ste ravno kar to rekli? Vse, ki hodijo na Triglav, kar mečejo v isti koš, ne, to je kar neki. To ni zdržirano. Ni zdržirano, ker se vidi po Janši, ko je povedal tisto, da ima Polje dan odprtih vrat, se je sam sebi nasmejal, ne. Bi bilo to zdržirano, mislim, da se lih sam sebi ne bi nasmejal, ampak ta fora mu je res uspela. In tudi vidi se po njemu, da ne ve, kaj povedati, da je pač tiho in se smeji. Dobili so eno informacijo in so pač vedeli, Janša bo takrat šel na Triglav, dajte ga gor počakati. In zato so pač vsi tej kolesarji odšli na Krederico in ga tam pričakali. A ste mislili pridati sem, pa se spet malo slikati, pa igrati politikanstvo, ali kaj? A mislite, da nabirate politične točke in da boste še naprej manipulirali ljudi? A to je vaš namen? Ampak folk je šel za Triglav ne zato, da nekaj naredi zase, da malo hodi, da naredi nekaj dobrega za svoje telo. Folk je šel na Triglav, da pričaka Janšo. Ok, cool, vse sem za revolucijo, ampak zame je to bolj ena komedija. Pa da bi ga vsaj postavila res pred neka dejstva ali nekaj, da bi rekli, aha, bravo, tega ni. Zgolj neko nabijanje in pač sram te, ko gledaš to. A ste mislili pridati sem, pa se spet malo slikati, pa igrati politikanstvo, ali kaj? A mislite, da nabirate politične točke in da boste še naprej manipulirali ljudi? A to je vaš namen? Ma kakšne točke? Oni maže točke. 90% upokojencev in starejših ljudi in vseh pobožnih je za Janšo. In Janša sploh ne rabi več zbirati točk. Tudi Janša verjame, da bi rad imel mir. Ampak nimaj miru niti ob 3 zjutraj na Triglavu. So ker Teja je povsod. Tako da ja, shit. Da je tako lušen nam poslušati dretje. A mislite, da je nam lušno živeti v taki državi? Gospod je res na lep način in kulturen način vprašal, da se kaj se mora toliko dreti. Ampak Teja je odgovorila tako, kot najboljše zna. Z dretjem! Si predstavljaš, da si tam, ne vem, lepo ob 3 zjutraj mir, se pripravljaš malco, da bo šel naprej vodo vse in začne ona se dreti in piskati.
Mislim, da bi se obrnil in bi šel nazaj v dolino, ne bi nadaljeval poti. Zdrahar. Ampak meni se zdi, da tukaj Teja je zdrahar, ker je ona sprožila prepir. Se vam ne zdi? Ne vem, meni je Janša miren, ona se dere. Če bi dobil 10 evrov vsakeč, ko ta gospa izgovori besedo zdrahar, bi danes vozil M3. Veste, kaj pomeni zdrahar? Zdrahar pomeni, da nekdo, ki dela zdrahe, zdraha je pa, da svojimi besedami, svojim dejanjem sprožiš prepir. A ne boste nič odgovorili 670 000 prebivalkam in prebivalcem, ki so na referendumu jasno izkazali nezaupnico vladi. In to sploh ni bila nezaupnica vladi. To je bil referendum o pitni vodi, ki seveda ni imel blage veze s pitno vodo. Tukaj se je šlo, da se je par ministrov in nekaj politikov se izpostavilo, kako so oni brihtni in kako so oni najbolj pametni na svetu, kar se tiče naših vod. In to ni bila nobena nezaupnica. Ne? In kot sem rekel, Teja govori nebuloze. To sploh ni bila nezaupnica. To je bil referendum o pitni vodi, ki ni imel veze s pitno vodo. Ko se smeja. Če pa Janša kaj zna pa res sprovocirati folk. Fak. Tukaj pa imava z Janšo nekaj skupnega. Jaz mislim, da tudi znam dobro sprovocirati folk. Kaj to je dobro ali slabo? Daj napiši v komentar. Po moje je dobro. Kaj pa je Hojsi? Ja, lega tam, vse skupaj Hojsem. Ajo, si to? Aja, pol je pa res! Ministerski kolegi! Oink, oink. Hojsi, ja poglej, kaj ni Hojsi tukaj tak simpatičen dedek, ki bi za vnuka naredil vse. Poglejte, kako nedolžna tipka v svoj telefon. Jaz bi ga prav objel. Poglej ga, tak dobrosrčni dedek. Hojs, oink, oink, oink. Ok, ta je bila dobra. Dajte vi na mir! Brez sočutja. Mislim, da če si tukaj kdo želi miru, so točno ti ljudje, ki so želeli priti na Triglav. Tako da ja, Teja, dej jim mir. Brez sočutja, brez sramu. Kašen osebek je to? Kašen osebek? Pa to munga, da ne omenja. Ko Teja končno utihne, se tukaj oglasi druga gospa in ugante. Ima še bolj antipatičen glas kot Teja. Faka, to imajo vsi antipatičen glas v tej grupi. Rdeča zvezda je simbol svobode in osvoboditve in OF. Tole je pa vaš simbol, poglejte. Kot veste vsi, nisem fan ne Hojsa, ne Janša, nobenega od teh, ne Šarca, nobenega, ne Levice, nobenega ne prebavljam, nobenega ne podpiram. Tukaj so Janša in Hojs izpadla, bom rekel, iz roko na srce suverena. Zadržala sta se, nista imela nobenih izpadov. Verjetno zato, ker je Janša dobro vedel, da se pač mora zadržati, ker če bi naredil kakšen izpad, bi bila to frka in bi lahko celo res odstopil. In zato se pač lepo smeji, ker točno ve, ne. O, kako te bom lepo tožil, ne. In Hojs tudi s to rdečo zvezdo, mislim, da je delno tudi odgovoril prav, ne. Ta rdeča zvezda je moralni pomen rdeče zvezde je boj proti zlu, ne. Boj za nekaj dobrega. Ampak politiki so to rdečo zvezdo v času komunizma itak izkoristili in naredili ogromno umazanih stvari, ne. Če se lahko tako izrazim, mislim, da je pustila okoli 100 milijonov ljudi mrtvih. Ampak kot moralni pomen ima pa dober pomen, ja. Sram naj vas bo! Čakaj, tu imajo prav vsi antipatičen glas. A mislite, da boste mirno spali do nas? Ali pa katerokoli noč? A mislite... Zaradi tebe ne bo spal cel Triglavski narodni park. Mislim, da še narkoleptik ne bi ob tebi zaspal. Stari moj, umiri se. Tleh vsi trolajo, ne. Pejte v Afganistan. To je kar en model, ki se mu po moje oči zasvetle, ko je videl Janšo. Skozi cel video se je kar prilepo na Janšo, se ga drži ko pijan s plota, ne, ko en klop. Prav red se mu smeje, o z Janšo sem, ne, in pol jim še zabrusi eno tako nazaj in se Janša nasmeje. O shit, ta video je epic. A Janez Janša je že pobegnil? Ma ne Janša, pred tabo bi želel pobegniti še človek, ki je gluh. Dej mu mir. Obtožujemo ga seveda to, da je ukradel demokracijo, da smo priča korupciji, nepotizmu. Opa, ravno so me izklopili. Ko bi kdo še Tejo tako izklopil, ne bi bilo slabo. Ker pobegate pred kolesarkami in kolesarji, pred protestnicami in protestniki, pobegate pred svojim ljudstvom, tako je! Ej, ne, ostali bodo in poslušali, kako se dereš in žvižgaš. Valjda bodo pobegnili.
Pisaš, jaz bi pobegnil, ko sem gledal, ker ne morem poslušati tega nadležnega glasu. Ko misliš, da je na Kredrici mir, ampak ni. So kar tam Teja žvižga, ko na tekmi Crvena zvezda Partizan, jebote. Alo, gospod, se me udaral! Se me ravno kar udaral, ali kaj? Ampak ste videli ta oprijem? No, gospod, se me udaral! Kakšen frajer je ta gospod, ste videli ta oprijem? Res ne vem, kdo je hujši. Ali tej levičarski skrajneži, ali desničarski skrajneži. Jaz mislim, da na trenutke so levičarski skrajneži hujši od desničarskih. In to je tipično tisto, ona je samo čakala, da je nekdo se dotakne, da lahko naredi celo dramo ven. Dotaknil se me je, udaril. Ne, ni te udaril. In mislim, da te je tam želel marsikdo udariti. Ker če ti 20 minut v eno se dereš in žvižgaš, mislim, da je to prišlo tudi tisti najbolj nedolžni babici na misel, prokleta sraka, zdaj bi jo pa vžgala okolo 6. Tako da, ja, del ljudem mir. Niso vsi zaradi Janše tam. A nasilno boste se name spravljali, ali kaj? A fizično boste obračunavali, ali kaj? Z mano! Veš, Teja, psihično ali fizično nasilje, mislim, da spadata v enak koš. In mislim, da si ti nad vsemi temi ljudmi izvajala psihično nasilje. Tazga je sranja, tu še nikoli nismo imeli v Sloveniji, ne? Mislim, da smo imeli, ja, eno Tejo na Kredrici. Dragi moji, to je to res hud video, vreden vsakega ogleda, dajte si pogledati celega. Tako da hvala za ogled in prihajajo nove bombe in novi videi. Čau!